Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dober večer in dobrodošli v današnji Kroniki tedna. Rateče so 15. avgusta gostile tradicionalni Vaški dan, na katerem je prikazana bogata kulturna dediščina kraja. Domačini se oblečejo več kot 100 let stare noše in se v sprevodu od gostilne Šurc do trga pokažejo v polnem sijaju. Sprevoda pa se je v narodni noši udeležil tudi kranjskogorski župan. V bistvu nagovorili so me Ratečani, da bi bilo fajn, da se opremem z narodno nošo, ni mi treba dvakrat reči, tak sem tudi jaz kot oseba in pač tudi narodna noša blejskega župana, ki jo je v bistvu naročil skoraj istočasno kot jaz, je v bistvu mi dala še dokončen zagon, da sem tudi jaz naročil si narodno nošo in da lahko v bistvu s tem tudi pokažem zavednost, narodno zavednost slovensko in da mi v bistvu ni težko jo obleči ne samo na Vaški dan, ampak tudi za kakšno drugo posebno prireditev v občini, tudi v zamejstvu in širom Slovenije. Rad se oblečem v narodno nošo. V programu so nastopili pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. Harmonikarja iz Rateč. Otroci iz rateškega vrtca. Mešani pevski zbor Kranjska Gora in Citrarke. Vaški dan pa je menil še posebej slavnostno. Po dolgih letih smo tudi v Ratečah dočakali novo vaško jedro z vodnjakom. Že v zgodovini so se domačini vedno zbirali okrog tega vodnjaka, ki jih je povezoval. Tudi leta 1905 so se zbrali tukaj in ugotovili, da samo skupnimi močmi lahko ohranijo svoje blagostanje, ko so gasili požar v Ratečah. Upam, da ta vodnjak ne bo samo infrastruktura, da bo tudi povezoval krajane in da se bomo ob njem zbirali. Z nami sta predsednica Sveta krajevnega skupnosti Rateče Klarica in župan. Trak se bo zdaj prerezal, pa bomo dali aplavz, potem pa tako je. No, pa smo ga dočakali. Zdaj da vidimo, da ti je dobra. Opa! Veselo v lepem vremenu odpiramo nov Vaški trg z vodnjakom, želja krajank in krajanov Rateč. In kot vidite, izredno lepo urejena vas, zadnje hiše do konca fasade urejene, strehe, Vaški trg in cesta z vodovodom skozi vas. Rateče bojo res, če ne danes, pa v kratkem zasijale od gasilskega doma pa do Lipe na avtobusni postaji.
Turistično društvo Kranjska Gora je na praznični torek uspešno izpeljalo kranjskogorsko desetko. Tek iz Kranjske Gore do Rateč in nazaj, ki se ga je udeležilo okrog 150 tekačic in tekačev. Pol ure pred startom desetke pa so se na progo pognali najmlajši. 5, 4, 3, 2, 1 in gremo! Gremo, naši otroci v kranjskogorski enki, tole pa Silvester Junior, že prvi, povejte. Vsako leto organiziramo kranjskogorsko enko za naše najmlajše otroke. Letos prvič po dolgih letih nam je bilo naklonjeno tudi vreme, tako da se je teka udeležilo kar veliko število otrok. Seveda pa nadaljujemo potem s kranjskogorsko desetko, letos že 23. zaporedoma in verjamemo, da bo tudi letos na našem teku kranjskogorske desetki ogromno tekačev. V Kranjski Gori je ogromno obiskovalcev, tekmovalcev, turistov in seveda si vsi želimo, da bo 23. kranjskogorska desetka uspešna tako kot vsako leto in se vidimo naslednjo leto 15. avgusta. 5, 4, 3, 2, 1 in začenja se kranjskogorska desetka. Kako poteka trasa proge? Proga je dolga 10 km, seveda je kranjskogorska desetka, štart tlele iz Kranjske Gore, gremo proti Ratečam, uspnemo se 50 metrov in seveda 50 spustimo nazaj v Kranjsko Goro. Teče se po kolesarski stezi, tako da ni presnetih prevelikih klancev. Letos se je prijavilo 140 plus okoli 150 tekmovalcev, so pa iz različnih držav, največ je seveda Slovencov, imamo Italijane, imamo Estonce, par Hrvatov, Italijanov seveda, pa mislim, da je tudi par Angležev bilo videti na štartni listi, tako da bo kar za pestra zasedba. Kako pa so s tekmovanjem zadovoljni udeleženci? Za našemu tekmovanju sem kar zadovoljen, moram reči, da sem odlal nad pričakovanji. Na začetku je bilo dokaj zahteven, ki je kar vzpon, pa če se prehitro zaženeš, je pol kar naporno, ampak treba se je prilagoditi progi, pa pol gre. Proga je varljiva, no. Prvih 5 km se ti zdi, smo malo prehitro začeli, v bistvu se dviguje, tako da če začneš prehitro, pa v prvo polovico se ti pol v drugi dosti maščuje. Tako da, no, moraš iti malo z rezervo, prvih 5 km, da lahko potem zadnjih 5 nadoknadiš. Proga je bila kar zahtevna, zelo razgibana. Bilo je zelo veliko tekačev, pa mislim, da se bom še vrnil na ta kraj. Ne, super je bilo, samo malo vroč. Proga je zelo dobra, samo malo težka pa dolga za mene, za po dolgem času, ko sem bil prvič. Drugače pa v redu. Malo ovir, ampak v redu. Odlično. Pri ženskah absolutno je prepričljivo slavila Maja Peperko. Neža Žerjav, ki je slavila lansko leto, je bila tokrat 3. Tudi pri fantih je za 1 leto postal kralj kranjskogorske desetke nov tekmovalec. To je Miroslav Nikolič, ki je do Rateč in nazaj pritekel v 33 minutah in 57 sekundah. Na praznik je bil v Lescah 29. alpski pokal letečih modelov. Nastopilo je okoli 40 tekmovalcev s svojimi maketami pravih letal. Znanje in spretnosti v pilotiranju letal na daljavo so izvajali na modelih reaktivnih letal, motornih batnih letal, v kategoriji jadralna akrobatska letala helikopteri in v kategoriji atraktivni modeli. Na prireditvi so sodelovali tekmovalci iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije. V Lescah so imeli tudi razstavo jadralnih in motornih letal ter predstavitev letalske šole Aerokluba Alpskega letalskega centra Lesce. Na prireditvenem prostoru so modelarji in njihovi prijatelji poskrbeli za prijetno počutje in obilo užitkov ob gledanju izvajanja mojstrovin in z modeli. Mešani pevski zbor Kranjska Gora je tudi letos organiziral že 13. Škerlove dneve, dneve zborovskega petja, ki so potekali ta petek in včeraj v Kranjski Gori. Glasno se krepi
Ob tej priložnosti so podelili tudi Galusova priznanja. Galusove značke bo podeljevala gospa Petra. Najprej smo pri bronasti, ena je in ta gre v roke enemu in edinemu. Matjažu Megliču. Prejemnika oziroma prejemnici srebrne Galusove značke sta dve. In sicer Sonja Jeglič. In Ivica Oswald. Pravljično število 7 spremlja prejemnice zlatih Galusovih značk. To so Mija Burkelc, Nevenka Grozina, Alenka Kerštan, Olga Klofutar, Jana Lautižar, Jelka Oman in Nuša Ražman. No, tudi če seštejemo prejemnike častne Galusove značke, dobimo pravljično število 12. Naj zagrozim, jaz imam zraven napisane tudi letnice rojstva. Mogoče jih pa povem. Častne Galusove značke prejmejo Janez Gregorij, Izidor Hlebanja, Joža Jakl, Andrej Jakl, in Alojz Jakl. Ivo Kržišnik, Janez Novak, Janez, ampak tukaj pa lahko, pa ne iz zlobe, ampak spoštovanja, povem letnico, 1933. Irena Plazar, Maja Prusnik, Ivanka Robič, gospa Ivanka, a lahko? Ne. A veste, koliko se fajn sliši? A lahko? 1935. Darinka Tarman. In Sonja Železnik. No, pri tejle mladini se pa letnic ne splača govoriti zraven. V petek sta poleg Kranjskogorskega zbora nastopila še zasedba Vox Anaja iz Kamnika in moški pevski zbor Kamniška lira, prav tako iz Kamnika. Dajte, vaše naši novici za porud, dali bomo vaš novici za porud, dali bomo vaš novici za porud. V sobotnem programu pa je poleg domačinov sodeloval še tamburaški ansambel Jepca iz Loč na Koroškem. Kot zanimivost ob koncu dodajmo, da smo posneli skupino turistov, ki so se k nam na pot podali kar s Tomosovimi mopedi.
Pravzaprav smo začeli mi včeraj in smo šli od Ribnice do Idrije, tam smo prespali. Danes smo šli pa na Mangart, se pravi prek Bovca, na predel Mangart, Planica, Kranjska Gora, prespimo v Kranjske Gore. Jutri pa čez Vršač, pa proti domu. In zdaj smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. V zadnjem delu počitnic se nadaljujejo prireditve v občini Kranjska Gora. Vrhunec bodo tradicionalni Aljaževi dnevi. V četrtek bo v Mojstrani v Slovenskem planinskem muzeju ob 20:30 ameriški dokumentarni film o eni najtežjih plezalnih tehnik, široke poči oziroma White Boys. V petek na Dovjem v kulturnem domu ob 20:30 monokomedija Domna Valiča, zapornik številka 323 in pa uradna otvoritev 25 Aljaževih dni. V soboto na Dovjem tradicionalni Gustelnov pohod na Dovško babo. V Mojstrani na smučišču od 18. ure naprej zabava z glasbeno skupino 101 Band, animacijski program za odrasle in otroke, srečelov ter drugi Aljažev nočni tek, tek pod reflektorji na vrh žičnice. V nedeljo na Dovjem sledi še info točka in kolesarsko postajališče Topolino, tam bo ob 9. družinski kolesarski izlet z vodnikom do Peričnika. V vratih pa od 15:30 naprej kulturno-glasbeni program. Pri kapelici svetega Cirila in Metoda bo ob 16. še sveta maša in uradni zaključek 25 Aljaževih dni. Prihodnji konec tedna bo slovesno tudi v krajevni skupnosti Blejska Dobrava. V petek ob 18. uri bo nogometni turnir na Lipcah v organizaciji NK Lipce. V soboto ob 8. sledi pohod na Obranco izpred Orodišča na Kočni. Ob 9. balinarski turnir na balinišču gostilne pri Jurču na Blejski Dobravi. Ob 18:30 sledi polaganje vencev na spominska obeležja v krajevni skupnosti v organizaciji krajevnega odbora ZZB za vrednote NOB Blejska Dobrava. V nedeljo ob 13. bo pohod v Vintgar do Slapa Šum izpred krajevne skupnosti in krožno nazaj v organizaciji smučarskega kluba Blejska Dobrava. Ob 14:30 bo še tek za otroke stare do 14 let s startom in ciljem pri avtobusni postaji na Blejski Dobravi. Prijave so možne do 30 minut pred startom. Ob 18. bo še kulturni program ob krajevnem prazniku s podelitvijo priznanja krajevne skupnosti Blejska Dobrava, pozdravnimi govori v vaškem jedru na Blejski Dobravi. Spoštovane gledalke in gledalci, ob koncu današnje kronike vam želimo prijeten poletni teden in seveda vas vabimo v našo družbo tudi prihodnjič. Pa saj veste, karkoli boste že počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi.